Na današnji skupščini družbe Aktiva Naložbe so bili sprejeti sila pomembni sklepi za družbo in njene delničarje. Predstavniki malih delničarjev so temu primerno podali številne nasprotne predloge in tudi napovedovali izpodbojne tožbe. Predvsem kaže izpostaviti sklepe o delitvi oziroma nedelitvi bilančnega dobička navkljub velikemu dobičku, ki ga je družba ustvarila. Seveda vsekakor tudi razrešitev celotnega upravnega odbora družbe in imenovanje novega upravnega odbora, hkrati pa tudi pooblastilo upravi oziroma izvršnemu direktorju družbe, da pridobiva lastne delnice in jih tudi brez kakršnega koli dodatnega sklepa odločanja skupščine lahko odsvaja oziroma umika iz kapitala. Gre vsekakor za odločitve, ki lahko, kot je bilo tudi izpostavljeno na skupščini, ustvarijo pogoje za iztisnitev malih delničarjev, čemur smo bili priče že v primeru Aktive Invest pred 2 oziroma 3 leti po 2 poskusih. Tako da vsekakor so današnje odločitve skupščine družbe Aktiva Naložbe, naslednice nekdanje pooblaščene investicijske družbe, ki ima v svoji lastniški strukturi še vedno v pretežni meri večino delničarjev, ki so postali lastniki iz naslova lastninjenja oziroma privatizacije lastninskih certifikatov, za odločitve, ki so pomembne in bojo prej ko slej v doglednem času predstavljale tudi morebitne odločitve, posege, ki lahko pomenijo oškodovanje malih delničarjev in njihovih interesov, ki pri samem upravljanju družbe glede na lastniško razmerje, torej lastništvo, ki je že blizu 90% lastnika Aktive Holdings iz Nizozemske, seveda nimajo pri upravljanju družbe pravzaprav nobene možnosti več, razen tega, kar se je dogajalo tudi na današnji skupščini, torej da izpodbijajo sklepe in odločitve, kolikor je seveda tudi to glede na samo prakso in pa zakonodajo sploh mogoče. V društvu malih delničarjev skupaj smo močnejši, smo mnenja, da se je danes na skupščini zgodila katastrofa. Katastrofa predvsem za male delničarje. Pri 42 milijonih evrov bilančnega dobička družba mora razdeliti dobiček, sicer ne zakonsko, vendar je primerno. V društvu malih delničarjev smo predlagali 2 nasprotna predloga, po enem naj se razdeli polovico bilančnega dobička, po drugem zakonsko minimalno, to je 4% osnovnega kapitala. Seveda nas je večinski delničar v celoti preglasoval. To priložnost pa bi še izrabil zato, da bi javno pozval največjega delničarja, da začne pogajanja z malimi delničarji v zvezi z odkupno ceno. Mi načeloma ne nasprotujemo iztisnitvi, vendar za primerno ceno. Po drugi strani javno pozivam male delničarje, da nam predložijo svoja pooblastila, zato da bomo sklicali izredno skupščino, kjer bomo predlagali revizorja za družbo, zato da bo pregledal poslovanje te družbe za preteklih 5 let.